Prehajamo na tretjo točko. Predlog strategije razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016-2025 v drugi obravnavi. Predlog strategije je objavljen v gradivu številka 17, predlagatelj župan, poročevalki Božena Peterlin, direktorica Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik in Miša Novak Alohas d.o.o., strokovna sodelavka pri pripravi strategije. Besedo ima Božena Peterlin. Hvala za besedo. Na pripombe iz prejšnje seje smo vnesli korekcije, in sicer pri paketih za starejše. V bistvu upokojenci so bili že vključeni med ciljne skupine, trženski del strategije pod poglavjem 8.3.2.1 in 8.3.2.2, in sicer kot aktivni upokojenci. Eno so že vključene in identificirane izletniške skupine upokojencev preko združenj, drugo pa so stacionarni aktivni oddihi, kjer pa smo upokojence zato poimenovali kot aktivne, ker se destinacije razlikujejo od klasičnih termalnih kopaliških destinacij in predvsem targetiramo na bolj aktivno populacijo, saj ne ponujamo samo kopanje, ampak tudi odkrivanje, sprehode in ture. Prav tako je to že bilo vpeto tudi v ukrep U8, ki govori o pretvarjanju ponudbe v pakete, in je tudi omenjeno konkretno, da gre za pakete po meri različnih ciljnih skupin. Vključili smo tudi nekaj dodatnih ukrepov pri turističnih društvih, in sicer v okviru prioritete na področju partnerstva in organiziranosti je med smernicami že bilo opredeljeno povezovanje, zdaj pa so še društva posebej izpostavljena na strani 116. V razvoj ponudbe aktivneje vključujemo različne organizacije, še posebej nevladni sektor, turistična društva in zainteresirane posameznike. Vključili smo tudi ukrep glede turističnih kmetij, in sicer v okviru ukrepa 12 Kamtur pospeševalnik na strani 109 smo še dodatno v uvodu izpostavili, da v Kamniku želimo več privlačnih zgodb, ki so zelene in ki temeljijo na kakovostni, individualni, avtentični izkušnji s posluhom za prostor. Tako nove, dodatne, dopolnilne ponudbe, ki obogatijo izkušnjo, kot nove nastanitvene ponudbe, ki so bolj usmerjene v butične, penzione in turistične kmetije. Dodatno je bilo še v analizi, priloga 6.5, pod izzivi dodano pri razvoju novih nastanitvenih zmogljivosti so smernice v smeri manjših butičnih penzionov in kot sem omenila še posebej, da krepimo turistične kmetije, po možnosti vsi z elementi trajnostnega poslovanja in osnovanja kulinarične ponudbe na lokalni hrani. Glede turizma za invalide gre za res izredno potencialno vrsto turizma, ki pa za prisotnost na tujih trgih seveda zahteva res dobro in razdelano ponudbo, v prvi vrsti infrastrukturo, nato glede interpretacije, usposabljanja vodnikov, pa tudi sam koncept doživetij. Ne gre zgolj za javne dostope, ampak tudi ponudbo turističnih ponudnikov, ki morajo temu slediti. Ljudje s posebnimi potrebami ta segment zato še nismo uvrstili med ciljne skupine, saj ne v primarne ciljne skupine, saj moramo najprej razviti ponudbo. Glede ljudi s posebnimi potrebami pa je bilo dodano pod ukrepom številka 10, stran 78, pod točko 5, naslednje besedilo, da preurejanje mestnega središča za gibalno ovirane omogočimo dostop do vseh pomembnejših zgradb ter druga prilagajanja interpretacije ponudbe za ljudi s posebnimi potrebami, s čimer se odpira možnost aktivnejšega nagovarjanja ljudmi s posebnimi potrebami. To področje bo natančneje opredeljeno v okviru celostne prometne strategije, ki je z letom 2016 in 2017 v pripravi. Predlog, da se ustanovi interdisciplinarna delovna skupina,
ki natančneje preuči potrebe in možnosti tega segmenta in pripravi akcijski načrt izvedbe. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Edis Rujovič. Hvala lepa za besedo. Spoštovani župan, svetnice, svetniki, občinska uprava ter vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni v mojem imenu. Strategija turizma, tako kot sem v prvi obravnavi rekel, je zelo dobro narejena. Še enkrat bi izkoristil priložnost in v tej drugem branju pohvalil strategijo turizma. Z obrazložitvami sem zelo zadovoljen. Veseli me, da ste predlog o starejših tudi vključili v koncept kasneje, kar enostavno dokazuje, da ste se projekta lotili tako, da poberete čim več predlogov in seveda kar se da to vključiti v strategijo. Seveda strategija je tako narejena, da bomo v največji meri težili k temu, da bo zrealizirana. Jaz si resnično želim, da mesto Kamnik, poleg tega, da omenimo Kamnik, omenimo velikokrat tudi besedo turizem in tu bomo mogli vsi zelo, zelo veliko narediti na tem. Za začetek imamo dobro strategijo, sledimo ji, probimo udejanjiti čim več stvari, kajti to je ena naših glavnih danosti in tu lahko res naredimo velik premik. Seveda, še enkrat ponavljam, okolikor zadeva ne bo finančno podprta, pa tu se popravljam za razliko od zadnjič in v proračunu je že vidno, da so namenjena sredstva, zato sem še toliko bolj vesel, kajti vsi ukrepi, ki so bili v strategiji na papirju zavedeni, očitno kažejo na to, da se bodo začele realizirati. Seveda bomo čez cajt ocenjevali, kako so realizirani in v kakšni meri. Naj ponovim, ugotoviti je potrebno, kaj je naš glavni potencial in verjamem, da se v večini strinjamo, da je eden izmed teh turizem. In probimo oziroma stremimo k temu, da preplet vseh ostalih strategij naj bo vezan tudi na strategijo turizma, kajti vkolikor dosežemo sprejemanje ostalih strategij v nasprotju si z ena z drugo, bo zelo težko udejanjiti katerokoli strategijo. Tu nimam v mislih samo strategijo turizma. Še enkrat ekipi čestitke, vso srečo želim vam, lahko bi rekel temu nam, srečno. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Pa ne za večno. Hvala. Besedo ima Nina Irt. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Tudi jaz bi rada res pohvalila in izrazila mnenje, da se vsi skupaj zavedamo nadgradnje in pomembnosti tega koraka, da strategijo turizma zdaj pa le imamo. In tudi seveda usmerjenost, kar se tiče gospodarstva in tudi proračuna, da prepoznavamo in dajemo poudarek turizmu kot vodilni gospodarski panogi v Kamniku za naprej. Tako kot je že kolega Edis omenil, seveda v proračunu sredstva so namenjena, 207 000 evrov za promocijo turističnih programov, 147 000 evrov za razne prireditve. Predvsem me to seveda veseli, da zaradi naših naravnih in drugih danosti dajemo prednost in poudarek zeleni shemi turizma in trajnostno usmerjenosti turizma v Kamniku. Tudi zelo mi je bila všeč že nadgradnja in pa tudi dodatni produkti, ki jih bomo poskušali realizirati. Recimo dvig prepoznavnosti, kar se tiče študijskih tur za turistične agencije in novinarje seveda. Oglaševalska akcija na letališču in pa v slačilnicah na morju. To mi je bilo tudi tako en tak, se mi zdi nova zadeva. To mi zelo take malenkosti, ker niso malenkosti, nam lahko zelo veliko pripomorejo. Pa všeč so mi ta skupna srečanja turističnih deležnikov s kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji.
Vsekakor imamo zdaj zapisano črno na belem, da se ponujamo in prepoznavamo kot kolesarsko destinacijo in pa pohodniško destinacijo in da bomo speljali določene projekte oziroma delamo na tem. Všeč sta mi nova dva produkta, tematska učna pot na Veliki planino po sledeh pastirjev, a ne, in pa vzpostavitev 2 pravljičnih poti, ki naj bi bile možne za vse dni v letu za družine, a ne. Tako da upam, da to preko Lasa EU sredstev, da bomo za te produkte, ki se mi zdijo tako lepo zveneči in nam lahko velik potencial nosijo, a ne. Tako da res vsa pohvala, pa tudi jaz držim pesti, da bomo čim več tega realizirali. Hvala lepa. Hvala. Svetnice, svetniki. Še kdo? Se opravičujem. Besedo ima Anton Iskra. Pozdravljeni vsi prisotni. Jaz se pa Zavodu za šport in turizem, ki je uspešno upošteval predloge za gibalne ovirane, lepo zahvaljujem. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme strategijo razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016-2025. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 28 svetnikov, proti ni bil nihče, za 28. Ta sklep je sprejet in ta točka zaključena.